besedo. Lepo pozdravljeni, spoštovane članice in člani. Ne spomnim se, kdaj je nazadnje ta dvorana bila tako polna, da je bilo premalo stolov. To pomeni, da smo na dobri poti. Imela dobre rezultati, so tudi dvorane, da je tako polne. Tako da, že to je dober pokazatelj, da je stranka na pravi poti, na poti, za katero smo se borili 10 let, ali pa še več. Kot je predsednik glavnega odbora povedal, smo pred prvimi predčasnimi volitvami v 20-letni zgodovini in jaz menim, da je po vsem tem, kar se je dogajalo v zadnjem mandatu te vlade, to preprosto edina racionalna rešitev, ki se je zgodila. Ne bi bilo največ racionalno z tretjinsko podporo v državnem zboru vztrajati na oblasti še to leto dni, ker preprosto na takšen način ne bi bilo moč storiti tisto, kar Slovenija v tem trenutku najbolj potrebuje. Res je, da vlada ni imela srečne roke pri marsikateri zadevi. Padla je pokojninska reforma, pri kateri smo sami pomagali in prav je bilo, da smo pomagali in izkazalo se je, da smo imeli popolnoma prav. Nekaterih drugih zadev pa žal ni naredila. Pravzaprav ni padla zato, ker je naredila veliko narobe, ampak je vlada padla predvsem zaradi tega, ker ni naredila tistega, kar bi morala narediti. Tisto, kar so pričakovali gospodarstveniki, tisto, kar smo pričakovali ljudje, kar so pričakovali tisti, ki so izgubili službe, kar so pričakovali tisti, ki imajo minimalne plače, kar so pričakovali tisti, ki imajo minimalne penzije 200-300 evrov. Prav tako se žal ni znala spopasti tudi z aferami, ki so jo spremljali pravzaprav ves ta mandat. Ni znala presečiti z nekaterimi zadevami, kjer bi morala državljankam in državljanom pokazati, kar je prav in kar ne. In na teh ključnih vprašanjih je žal padla na izpitu. Zapuščina, ki jo pušča, ni najboljša. Še več lahko rečemo, da je slaba. Zapuščina je takšna, da jo na svoji koži veliko bolj kot kdajkoli prej čutijo ljudje, ki so posledično nezadovoljni z vso slovensko politiko. Prioritete vladanja te vlade so bile napačne. Največ se je govorilo predvsem o socialni povezanosti in jaz se strinjam, da je bilo potrebno odgovoriti na začetku krize na to ključno vprašanje. Manj se je govorilo o socialni pravičnosti. To nista ista pojma. In prepričan sem, da podpiramo temu socialne pravičnosti, so tudi tu neke meje. No, vsem tem sociali, ki je seveda bila pomembna v tistih prvih mesecih in letih krize, se je predvsem pozabilo na gospodarstvo. Na motor, ki je to Slovenijo v času konjunkture razvijal dvakrat hitreje od povprečja Evropske unije. In ta motor se je žal ustavil na strmem klancu, ki je zdaj pravzaprav stoji. Vprašanje, ki se seveda postavlja, je, kako ta motor zagnati nazaj, da bo ta naš avtomobil potem v strmem klancu pripeljal na vrh hriba. Potem bomo govorili potem kasneje
za rešitve, ki jih imamo v Slovenski ljudski stranki, da tam motor poženemo in da ta avtomobil preskoči ta trip, ki je pred nami. Pozabilo se je na gospodarstvo, sem dejal. Podvojil se je javni dolg. Na 15 milijard sem včeraj pred 2 dnevoma slišal poradil v tem trenutku. Primanjkljaje v skupni vrednosti 6 milijard evrov v 3 letih je predelala vlada, ki je odšla. Tu vedno rad potegnem sporednice z avtocestnim križem, ki je tudi stal 7 milijard približno. Ampak imamo Slovenke in Slovenci ob vseh nebulozah, ki so bile na vseh problemih avtoceste zgrajene in se po njih veselo vozimo. V 3 letih pa smo pridelali za 6 milijard primanjkljaja, pa nimamo kaj za prijeti roke. Nič nimamo za prijeti roke. Skratka, zadolževali smo se za to, da smo lahko tekoče trošili. In to, da smo tekoče trošili, smo v Slovenski ljudski stranki opozarjali vsa 3 leta dosledno pri vsaki obravnavi proračuna, pri vsaki obravnavi vseh rebalansov, ki so bili na mizi v državnem zboru. Poskušali za tako imenovanimi megamanmaji, ki smo poskušali zniževati predvsem porabo pri tistih porabnikih, ki nimajo nobene povezave z finančno in gospodarsko krizo. Z tistimi uradi, tistimi agencijami, ki so trošili prekomerno, ki so trošili več kot takrat, ko je bila konjunktura. Zdaj v krizi. Nihče mi ni znal razložiti tega na 100krat postavljeno vprašanje, zakaj tisti proračunski porabniki, ki nimajo nič za finančno-gospodarsko krizo, trošijo v času finančno-gospodarske krize več kot v času konjunkture. Tega vprašanja ta vlada ni dala. Še več, ne da ni dala vprašanja, ni nič ukrenila, da bi to preprečilo. In jaz ne sprejemam kritike, da je za stanje v tej državi, še posebej pa za stanje, ki je posledica predvsem politike v tem mandatu. Ne rečem, da kaj ne seže tudi nazaj, da je preprosto kriva vsa politika in vsi enako. Ne, ni res. Odgovorna za to je politika, ki je na oblasti. Vedno. Ne bežim pa odgovornosti tudi tistih, ki smo sedeli v opoziciji. Tudi mi smo nosili te odgovornosti, seveda ne tak delež kot tisti, ki so bili na oblasti. Mi smo svoj delež odgovornosti, po moji oceni, sprejeli na svoje ramena. Tudi takrat, ko smo se izpostavili za pokojninsko reformo. In rekli, ja, Slovenija potrebuje to reformo, če ne danes, pa jutri. In učitati, da je vsa politika preprosto enaka in da smo vsi enaki, jaz te kritike ne sprejemam. Pozicija Slovenske ljudske stranke v tem trenutku je po moji oceni dobra. Ves mandat, vsa 3 leta, smo peljali načelno in resnično konstruktivno politiko. Ne konstruktivno politiko samo pri besedah, ampak tudi konstruktivno politiko pri dejanjih. Ni bila samo pokojninska reforma takšna, ta je seveda nebo pijoča, kjer smo ocenili, da je to dobro za državo. Velikokrat smo to naredili, ko so bili dobre predlogi. In tudi podprli, brez kakršne okoli slabe vesti. Žal se to seveda ne vidi, ker se vsak zakon, ki ga v državnem zboru sprejemamo, seveda ne predstavlja v javnosti tako napriti morda kateri drugi zakoni, ki so seveda pomembnejši. In sem vesel, da smo vendarle za to podporo pokojninski reformi kljub različnim mnenjem v stranki. Se dobro spomniti, da so bila mnenja različna in da je bila po moje oceni ravno ta odločitev tista, ki nam je dala vetra v jadrah.
S tem smo se v celoti postavili na svoje noge. Spomnite se, veliko krat so bili očitki takšni in drugačni, da smo privesli enim, da smo privesli drugim, da smo satelit enim, da smo satelit drugim. Teh očitkov, hvala Bogu, več ni, zato ker več ni nobene osnove, da bi nas kdorkoli, kamorkoli poskušal, kako bi rekel, priklopiti. Ni nobene osnove. Jaz mislim, da je takšna politika Slovenske ljudske stranke edina možna. Tako kot sem veliko ukradila politika, ki jo dorečemo tukaj, ki jo dorečemo na organih stranke in ki je naša, svoje glava, če hočete, in takšna, ki koristi tej državi. Vsa ta dejstva kažejo na to in tudi čuti se, na zadnji danes tukaj dvorani, ki je polna, da smo tudi na osnovi vseh ostalih zadev, ki bom jih tu prikazal kasneje, seznanjava z njimi, da je stranka v tem trenutku odlično pripravljena na te volitve. Lahko rečem, da je v 95% križanka, ki jo jaz imenujem lista kandidatov, kandidatnih kandidatov za poslance za državni zbor praktično postavljena. Nekaj zadev je še odprtih, še najbolj tukaj središče Ljubljana, ampak tudi tu se kažejo nekatere rešitve in jaz verjamem, da bomo relativno hitro imeli celotno križanko sestavljeno. Pravim vam, da je ta križanka konkurenčna. Morda bolj kot kdajkoli prej. Na njej so v večini, 95% seveda naši članice in člani. Nekaj je tudi ljudi, ki prihajajo od zunaj. S tem želimo pokazati seveda našo širino, našo odprtost in verjamem, da bo katero od teh imen dvignilo kaj prahu. Ampak nič ne dene. To dokazuje, da so nas tudi ljudje od zunaj opazili. Da so opazili nas, da so opazili našo delo. In to si jemljem kot kompliment. Kandidira relativno malo županov. Kljub temu, da smo stranka za največ župani, jih je v tem trenutku, mislim, da so samo evidentirali 3 in to so kandidati tisti, ki so tudi v tem trenutku poslanci. Torej, poslanci in župani kandidirajo naprej, drugače tudi ne more biti Franci Kesi. Je res, ne more drugače biti. Ja, ne more. Tako smo se odločili. Sicer pa kandidatov, županov zaenkrat ni in verjamem, da jih tudi ne bo. Prepričan sem, da vsem tem lahko gledamo optimistično naprej, kar se tiče naše kandidature, naše liste. Že res, da se veliko govori o novih obrazih, o novih strankah. Moja ocena je, da bo težko, tako z novimi obrazi, kot z novimi strankami. To se da, mislim, res z novimi obrazi, ne z novimi, starimi obrazi. Torej, obrazi, ki gledamo že od osamosvojitve naprej, pa se zdaj poskušajo slovenski javnosti podati kot novi obrazi. Ne. Bili so politiki že 10 let pred mamo, ne. Pa se zdaj poskušajo podajati kot novi obrazi. To trdim tudi zaradi tega, ker je pač paradoks. Ljudje bi želeli nove obraze, volili bodo pa tiste, ki jih poznajo. Ki poznajo njihovo delo, ki poznajo njihovo zgodovino, skratka,
s katerim zaupajo. In tistih obrazov, ki ne poznajo, to pa poznamo iz vseh volitev, je nesmiselno kandidirati, ker vsi dobro vemo, da jih ljudje ne podprejo. Tako da tu neke velike znanosti preprosto ni. Upam, da bo ta programska, torej da bo ta volilna kampanja vendarle programska, vsebinska, da se bomo pogovarjali o rešitvah, ki jih ta Slovenija seveda absolutno potrebuje za to, da pridemo na vrh hriba. Bojim pa se, in to nakazujejo nekateri dnevi, dan, današnji, pa mogoče 2-3 dni nazaj, da se bo poskušalo, tudi kot provokacija, jaz to razumem kot provokacija, nič drugega, pripeljati v to volilno kampanjo tudi ideološke teme. Ideološke teme poklepajo seveda z medsebojnimi obtoževanji. Slovenska ljudska stranka pri debati o ideologijah ne bo sodelovala. Pika. Ne bomo se spuščali v teme, ki v tem času niso pomembni. Odgovorna država, pa če hočete odgovorni politiki, se v času takšnem, smo se znašli, pogovarjajo o izzivih, o rešitvah, o konsenzu za nekatere rešitve, za te rešitve in predvsem s pogledom naprej. To, da se bomo mi da se bomo blokovsko enotili, da bomo iskali neko poenotenje na blokovskih, na levi in desni strani, na osnovi nekih ideologij izpred 50, 60, 70 let, lepo vas prosim. Tu ni rešitev. Rešitve so preproste. Ali bomo pomagali gospodarstvu, da nas potegne iz te krize, ali pa pustimo vse skupaj, da gre k hudiču. Ni rešitev. Če se bomo pa ukvarjali z ideologijami in obremenjevali še to volilno kampanjo, spomnite se vseh ostalih kampanj. Ne bomo prišli nikamor. In jaz vam tu obljubim, če bodo novinarji spraševali eno in drugo in tretje, ne bomo odgovarjali na ta vprašanja, ker to niso pomembne teme. Res ne. In pričakoval bi, da res enkrat za dobro te države se spopademo na osnovi vsebini. Pa dajmo na mizo rešitve. Dajmo na mizo vsebine, poglede. Jaz ne trdim, da so naši edini zveličavni. Če bo imel kdo boljšo rešitev, zakaj ne te rešitve podprli? In v vsakem primeru ne mislimo nasedati na te provokacije, ker jaz bom te zgodbe razumel kot provokacijo. Tudi seveda bom izvzel v tem ideoloških temah absolutno ustavno sodišče. Ustavno sodišče je danes sprejelo eno odločitev, ki jo tudi ne bom komentiral, ker je tudi ideološka tema in je nesmiselno, da bomo v osnovi tudi te teme spodbujali zdaj nestrpnost. Če je kdo danes prebral forume pod prispevke, ki pišejo o tej ustavni odločitvi, lahko nam grejo lasje po koncu. Kaj so sposobni nekateri ljudje v te forume napisati? Pa to je razljivo. Tako da ne bomo se šli ideologiji, ne bomo se šli medsebojnih obtoževanj. Spomnim se, Franci, ti si na kongresu dejal, da se pripravljamo na olimpijske igre. Olimpijske igre so tik pred nami. Jaz verjamem, da imamo dobro kondicijo, da smo dobro pripravljeni, da imamo vsa ta orodja, kladivo, kar se reče, kopje, šprinterce in vse skupaj dobro pripravljeni in nabrušene in da bomo lahko dobro tekmovali. Ne gremo pa v partizanski projekt, to pa si
študija in Francija. In res ne gremo v partizanski boj, ampak gremo v tekmovanje, to bo boljše. In zverjamo, da bomo dobri. Da bo rezultat, ki ga bo dosegla Slovenska ljudska stranka, presenečenje. Za nas in še morda za koga drugega. V to sem tržno prepričan.